vsaka stvar, vsaka naprava, za katero smo predvideli, da jo bomo redno, vsakodnevno uporabljali in to dalj časa, potrebuje servis. Vsak računalnik je treba posesati, vsakemu kolesu je treba namazati verigo, v vsaki hiši je treba slej ko prej prepleskati fasado in seveda tudi vašemu avtomobilu so že v fazi razvoja določili, kdaj in kaj bo z njim počel vaš serviser, da bo avto predel zadovoljno in vam dolgo časa služil. In tako kot pri avtomobilu pride na vsake toliko kilometrov en tak velik redni servis, no tak velik servis je zdaj doletel tudi predor Golovec. Ampak poglejmo najprej, kaj spada pri predoru Golovec v redni mali servis in pa v ta velik servis. Ta predor je star 21 let in v bistvu te redna manjša vzdrževalna dela so bile recimo popravila manjših razpok na oboku, manjše korekcije cestišča, tudi kakšna popravila na elektrostrojni opremi, ampak to so ta recimo manjša, celo bi rekel neplanirana vzdrževalna dela. Tukaj se pač do višine cirka 4 metre, se pač visokotlačna opere, če vidimo, da so kakšne razpoke, se konektira, stav se pa potem to izravnavno maso in se potem pač izvede nov ples. Ko pa vidite 4 metre, se pa to vse visokotlačno opere tudi, vas pritiska in se isto konektira, oziroma gor pa nikoli se ne izvede, pa ostane golo isto, del plesne gor. Popravilo manjših razpok, tako na oboku kot na tleh, je torej redno opravilo. A zdaj je čas za tiste, ki se bodo kot resnejši problem pokazale, ko bodo odprli vrhnje plasti. Z letošnjim faceliftom, če se še enkrat izrazimo z avtomobilskim žargonom, bo predor postal tudi lažje, hitreje in ceneje popravljiv. Trenutna konstrukcija je sestavljena iz betonskega vozišča v debelini 20 cm, potem imamo asfalt beton v debelini 7 cm in cementno stabilizacijo v debelini 15 cm. Po sanaciji bo pa to v bistvu 4 plasti asfaltnih plasti v debelini 34 cm. Imamo obrabno plast v debelini 4 cm, potem imamo vezno plast v debelini 8 cm, potem imamo pa še 2 nosilni plasti. Če poenostavimo, lahko zamenjamo samo obrabno plast v debelini 4 cm in to izvedemo čez vikend brez nekih velikih problemov glede prometa. Kako se pa to dela, kaj se je treba to plast dol? Porezka, ja, to se pač porezka in pač vgradi iz finišerjem, nova asfaltna plast. Lahko se dela tudi pas po pas, oziroma zaželeno je, da je večja širina zaradi, da nimamo stikov. No, servisni intervali pri modernih avtomobilih niso več določeni fiksno, ampak se prilagajajo vašemu načinu vožnje. Torej, če boste od vašega avta redno zahtevali delo na visokih obratih, potem boste servis obiskovali bolj pogosto. Če pa boste z avtomobilom ravnali bolj zmerno, potem bo vaš serviser samo še vaš znanec. No, temu predoru so servisne intervale določili že davnega leta 1995. Takrat je skozi njega peljalo komaj 600 težkih tovornjakov vsak dan. No, danes skozi njega pelje kar 4900 težkih tovornjakov. Leta 1995 je bila Slovenija stara 5 let. Leta 2004 smo vstopili v Evropsko unijo. Leta 2007 pa v Schengen. Vstop Slovenije pa Schengen je tudi spremenil gospodarsko logiko. Vzhodni trgi so bili zanimivi za zahodne trge kar naenkrat z neko drugo perspektivo. Bila je dosegljiva po cesti. Ampak eno so poškodbe, ki so nastale zaradi močnega povečanja težkega prometa skozi predor Golovec, ampak problem številka 1 v tem predoru je v resnici voda. Površinska voda se bo odvodala tako kot zdaj preko sistema vodnih robnikov. Problem hribinske vode se bo pa pač uredil za izvedbo drenaže po celi dolžini vozišča. Kot do zdaj pač pod voziščem ni bilo drenaže. To pomeni, da bo treba vse odpreti. Ja, pač pa se porezka, se pravi, do temeljnega betona se pač porezka, potem se pa pač izdolba noter za drenažo. Bo pa problem pač na severnem in na južnem delu portala, ko pridemo do temeljne portalne plošče, bo treba pa narediti mikrotronel, da se v bistvu da se drenaža v bistvu vam potegne pod temeljno ploščo. In če še enkrat potegnemo vzporednice z vzdrževanjem vašega avtomobila. Tudi vašemu avtomobilu serviser na vsakem servisu nameni neke določene posodobitve. No, predoru Golovec tokrat ne bodo namenili samo posodobitev, ampak tudi nadgradnje. Predor bomo zdaj nadgradili javljanje požara v samem predoru, javljanje požara v
pogonski centrali, spremljanje zračnih tokov, zračnih razmer v predoru. Potem bomo šli v to, da bomo zamenjali celotno razsvetljavo. Namesto starih svetilk bomo imeli zdaj LED svetila, kjer bo večja svetilnost ob manjši porabi energije. Jasno, temu je treba prilagoditi vso napeljavo, dali bomo dodatne transformatorje in napajanja. Pomembna novost je pa potem, da gremo pa v nadgradnjo odzračevanja, torej ventilatorjev. Tega prej ni bilo. Slovenska zakonodaja v bistvu predvideva, da taki predori, kot je Golovec, prezračevanje oziroma ventilatorje ne potrebujejo. Mi smo se odločili zaradi prometne gostote in zaradi prometne varnosti, da v ta predor vgradimo 7 ventilatorjev vsako predorsko cev, tudi predvsem v smislu večje varnosti za naše uporabnike. No in danes smo leta 2020, danes je vse digitalizirano, avtomatizirano in pa pametno. No in pameten postaja tudi predor Golovec. V naš center za vodenje prometa v Dragomlju bomo pripeljali tudi nove algoritme za vodenje prometa v tem predoru. Večji, ko je prometni tok, potem je temu tudi potrebno prilagoditi sisteme za vodenje prometa, da so čim bolj avtomatski, ker drugače je to podvrženo tudi recimo lahko človeškim napakam. Zdaj vgradujemo vse digitalne števce na ta način, da imajo, poleg tega, da štejejo promet, tudi detektirajo vožnjo v nasprotni smeri. In vsi ti signali se preko elektronike vežejo v te naše nadzorne centre, konkretno za Golovec je prisojen center v Dragomlju in to potem sproži ali avtomatsko obveščanje preko predorskega radija in avtomatsko potem tudi obveščanje naših uporabnikov preko portalov. Seveda pa se tako obsežnih gradbenih del ne da izvajati pri odprtem prometu. Ampak kako bo zaprtje predora Golovec vplivalo na prometne tokove okoli Ljubljane? Poglejmo. Vse tehnične študije so dale osnovo, da se naj obnova izvaja na način, da se eno leto obnovi ena cev, drugo leto druga cev. Promet se bo v te cevi vršil v smeri 2:1, 1:2, odvisnosti od prometne konice. Druga pomembna stvar, ki je potrebno vedeti za prometni vpliv, pa tudi na zastoje, je to, da bo dovoljen promet v predoru Golovec samo za osebna vozila. Torej vsa tovorna vozila, majhna dostavna vozila, skratka vse, kar je na 3,5 tone, vključno z avtobusi, bo imelo prepoved vožnje na ta del, kjer bo obnova. Skozi analize smo prišli do tega, da bo to severna obvoznica bolj obremenjena, zahodna obvoznica, južna tudi delno, potem bodo pa tudi obremenjene bolj recimo Dolenjska cesta, ki jo ljudje bodo uporabili kot alternativno pot, Roška cesta in recimo Dunajska. In to določena motnja bo, sploh ko bomo začeli to z popolno zaporo predora, to je 15. junija. Verjamemo, da boste sredi prihajajočega poletja, ko se boste kuhali v zastoju na ljubljanski obvoznici, zagotovo pomislili, ali ne bi bilo bolj prijazno do nas voznikov, če bi Dars dela izvedel bolj kampanjsko, z večjimi delavci, z večjim številom bagrov in z večjimi zmenami. Prečna širina predora je 12 metrov, dolžina je 600 metrov, to je treba tukaj optimizirati. Ne? Preveč bagrov, lahko en drugemu napoto, premalo bagrov, se rok zamujati. Terminski plan za 60 dni je zelo natemperan, in tako da mislim, da izvajalec bo mogel dejansko resno pristopiti, določene dela tudi upravlja 24 ur in glede mehanizacije zelo premišljeno in tudi sama faznost dela bo mogla biti zelo premišljena. No. In ko boste pomislili, da se vam godi krivica, ker vam zastoji kvarijo vaš dopust, prometne študije pravijo drugače. Tehnična narava tega dela zahteva in tudi prometne obremenitve, da si letos lahko privoščimo samo eno cev, drugo leto drugo cev. In torej privoščimo si jo pa lahko v tem času, ki je prometno za Ljubljano najmanj obremenjujoč. To je čas turistične sezone, ko se najmanj ljudi kot dnevnih migrantov vozi na delo v prestolnico.